Čas pa je, da se preselimo v sprednji del našega studija. Pred nami so namreč hitri lončki. Tekmujejo Ana, Neža in Ožbej iz osnovne šole Neznanih talcev Dravograd ter dva Roka in Tadej iz osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Pripravljeni, pozor, zdaj! Takole začeli smo z našim lončkarskim spopadom. Ojoj, en lonček je padel v osnovni šoli Neznanih talcev Dravograd dol. Ja, to bo napeto, v rahli prednosti pa osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Tadej že predaja prvemu Roku, ki gradi, in tudi Ana je sedaj že predala naprej svojo štafeto in Dravograjčani lovijo sedaj osnovno šolo Antona Ingoliča, ki so že pri koncu in podajo še zadnji menjavi, torej še drugi Rok je dobil lončke, tudi Korošci pa pri zadnji menjavi lovijo nekako osnovno šolo Antona Ingoliča, danes v rumenih majicah, ki so v rahli prednosti in ja, zadržali so prednosti in zaključili. No, Korošci pa tudi končujejo vse do konca. Takole spodbuda na koncu je kar težko takole zložiti, ampak jim je tudi uspelo in imamo zmagovalce. To so na moji levi strani osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Aplavz pa seveda tudi za osnovno šolo Neznanih talcev Dravograd. Odlično ste se borili. Uvrstili ste se v drugi krog, kaj pa bi rekli, da je bilo drugače od prvega? So bili nasprotniki hitrejši ali so se vam malce bolj podirali lončki? Po moje, da so bili nasprotniki boljši. So bili hitrejši. Malo več bi mogli vaditi, po moje. No, iskrenost je zelo lepa čednost, prav tako pa tudi, da priznate torej zmago. Polskava, kdo je pa danes za vas tako močno navijal, da ste zmagali? Kdo je najbolj stiskal pesti za vas? Ja, vsi, cela šola, verjetno. Cela šola, tudi starši, domači. Ja. Tako, ja, kot kaže, se je poznalo, ne? Uspelo se vam je torej uvrstiti med najboljših 8 ekip.